pričakujemo druga dva sogovornika. Nikoli pred počitnicami ni Ministrstvo za zdravje. Tako zdaj prihaja k nam ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in z njo tudi državni sekretar na tem ministrstvu Denis Kordež, ki bosta predstavila dve pomembni odločitvi iz njunega resorja. Izvolite. Ja, najlepša hvala. Vlada je danes obravnavala nekaj stvari s področja zdravstva. Rada bi pa predstavila dve, ki sta najbolj pomembni. Prva je uredba oziroma sprememba uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja zmogljivosti in potrebne za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025. Druga stvar pa so izhodišča za ustanovitev javnega zdravstvenega zavoda za nujno medicinsko pomoč. Kar se tiče uredbe, je zagotovo najpomembnejša stvar v uredbi uvedba novih uteži za plačilo akutnih bolnišničnih obravnav. In sicer bodo te nove uteži pričele veljati z 1.1.2026, torej s 1. januarjem 2026. Uteži so se pripravljale dolgo, več kot 2 leti, kolikor je trajala nacionalna stroškovna študija, v katero je bilo vključenih 11 izvajalcev zdravstvene dejavnosti v Sloveniji, ki so v bistvu zbirali podatke o stroških za izračun teh uteži. Se pravi, šlo je že neko nacionalno stroškovno analizo, ki je potekala prvič v Sloveniji. Se pravi, te uteži sedaj temeljijo prvič na nekih izračunih oziroma stroških dejanskih v Sloveniji. Tako da z moje strani seveda velika zahvala vsem izvajalcem, ki so stroške zbirali in jih poročali Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Prav tako pa seveda zahvala tudi ekipi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in projektnemu svetu, ki je ves čas sodeloval in nekako nadziral in svetoval ob pripravi novih uteži. V ta projektni svet so bili vključeni člani tako Ministrstva za zdravje, Združenja zdravstvenih zavodov, predstavniki izvajalcev, ki so se redno sestajali in spremljali pripravo teh uteži, ki sedaj dejansko odražajo stroške. Zakaj je to tako zelo pomembno? To je pomembno predvsem za paciente. Namreč končno bomo prišli do točke, ko ne bo več obravnav oziroma storitev, ki bodo prevrednotene in tistih, ki bodo podvrednotene. Se pravi, vsaka obravnava bo stala oziroma imeli takšno utež oziroma takšno ceno, kolikor so stroški, na katerih temelji. Ta utež pa temelji na podatkih izvajalcev v Sloveniji. Seveda to pomeni, da bodo izvajalci ne bodo več imeli preference izbirati kakršnekoli programe, ki bodo prevrednoteni ali pa zavračati tiste, ki bodo podvrednoteni, pač pa bodo lahko delali tiste programe, ki jih pacienti potrebujejo. Kjer so recimo najdaljše čakalne dobe oziroma kjer je največ pacientov, ki čaka v vrsti na obravnavo. Zato je to, se mi zdi, res tak zgodovinski prelom. Prvič, da smo dosegli to, da imamo cene, ki temeljijo na stroških naših izvajalcev v Sloveniji. Kot veste, je bil SPP uveden že 20 let nazaj in so bili takrat te uteži prenesene iz Avstralije. Kasneje so bile tudi večkrat adaptirane, ampak nikoli ne na podlagi nacionalne stroškovne analize. Se pravi, da dobivamo s temi novimi utežmi nek pravičnejši, preglednejši sistem financiranja akutne bolnišnične obravnave. Kar se tiče druge točke, to je sprejem izhodišč za ustanovitev javnega zavoda za nujno medicinsko pomoč, pa bi predala besedo, prosim, državnemu sekretarju, ki bo ta izhodišča predstavil. Ja, hvala ministrica. Torej, vlada je danes potrdila izhodišča za ustanovitev javnega zavoda Republike Slovenije za nujno medicinsko pomoč, kar v resnici predstavlja naslednji korak v napovedani reorganizaciji sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Če spomnimo, smo to sistemsko reorganizacijo napovedovali
že kar nekaj časa. Vozila urgentnih zdravnikov, tako sam projekt, kot tudi sama nabava teh vozil je aktivno v teku. Prav tako projekt satelitskih urgentnih centrov je projekt, ki teče in se izvaja po državi. Z današnjim sprejetjem teh izhodišč pa to pravzaprav predstavlja korak, s katerim sledimo dolgoletnim pozivom stroke urgentne medicine in na splošno nujne medicinske pomoči k enotnemu upravljanju sistema nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Mi smo že opravili tudi več pogovorov in se udeležili tudi strokovnih srečanj, tako sekcije reševalcev v zdravstvu kot simpozija urgentne medicine, kjer stroka enotno pravzaprav, oziroma vsaj izjemno večinsko podpira enotno upravljanje in torej je to nek zgodovinski mejnik, s katerim sistemsko reorganiziramo sistem nujne medicinske pomoči. Zakaj? Danes v državi predbolnišnično nujno medicinsko pomoč, torej mobilne enote in sistem NMP izvaja 61 različnih izvajalcev v sistemu. Delovanje ni poenoteno, ni usklajeno, tudi odzivi, sploh v večjih dogodkih in pa nesrečah, niso enotno usklajeni. Dispečerska služba zdravstva še ne pokriva celotne države, sistem helikopterske nujne medicinske pomoči je bil do nedavnega še vedno pod sistem zaščite in reševanja. Namen vsega tega je, da sistem nujne medicinske pomoči se enotno upravlja in tudi izvaja po celotni državi. Govorimo tako o enotnih standardih, strokovne usposobljenosti, kot opremljenosti, nenazadnje tudi izgleda in pa predvsem na tak način bo sistem v najboljši možni meri odporen, odziven, tako v mirodobnem času, kot tudi v primeru množičnih nesreč in pa drugih naravnih katastrof. Torej, cilj je, da po sprejetju teh izhodišč sedaj nadaljujemo pogovore z vsemi relevantnimi deležniki, to je od Združenja zdravstvenih zavodov do predstavnikov občin in izvajalcev in tako naprej. Uskladimo naslednje korake. Predvideno je, da se po vzpostavitvi oziroma ustanovitvi tega zavoda najprej prične z prenosom dejavnosti dispečerske službe zdravstva, vzpostavitev letalskih operacij zdravstva, ki kot javno zdravstveno službo organizira helikoptersko nujno medicinsko pomoč in potem postopoma sledi tudi vključevanje izvajalcev mobilnih enot nujne medicinske pomoči. Za razjasnitev pa seveda stacionarne fizične lokacije in programi, torej satelitski urgentni centri, dežurna mesta ostajajo urejena na enak način, kot so danes, torej jih izvajajo javni zdravstveni zavodi, na primarnem in pa tudi lažje zaplete, brez zapletov ali pa težje zaplete. In zdaj pri nekaterih od teh je cena narasla, pri drugih lažje zaplete, brez zapletov ali pa težje zaplete. In zdaj pri nekaterih od teh je cena narasla, pri drugih je padla. Ampak čisto na splošno, če pa vam povem, pa se je nekoliko znižala cena pri ortopediji, znižala se je tudi cena pri srčnih zaklopkah, nekoliko pa se je zvišala cena na ginekologiji. Tako da seveda pa so vse cene malo drugačne, malo prilagojene, pa tudi na stroške, ki so jih poročali izvajalci. Zdaj Zavod za zdravstveno zavarovanje oziroma uredba predvideva tudi prehodno obdobje za tiste izvajalce, ki izgubljajo sredstva, in sicer se recimo tisti obseg, če predstavljate, ki bo izgubljen v programu, bodo lahko izvajalci dobili dodaten program, tako da si bodo lahko pokrili en delež te izgube z več upravljenimi storitvami. Če z en ortoped hodi z operacijo med 2 jurja, vredna je 2 jurja 300. Pa dejansko mislim, kakšne so, oziroma se bodo izvajalci že lahko prilagodili. V oko nam je padla tudi tale širitev programa družinske medicine za 5 dodatnih ekip, 4 v Ljubljani. Glede na to, da zdravstveni dom Ljubljana nima dovolj družinskih zdravnikov, me zanima, ali so te 4 dodatni timi predvideni za koncesijo ali za zdravstveni dom. Kot veste, imamo največji problem, kjer je največ neopredeljenih ravno v Ljubljani. Zato so te širitve v Ljubljani izjemno pomembne.
za večjo dostopnost oziroma za zvečanje opredeljenosti. Gre za to, da je Mestna občina Ljubljana dobila ponudbo za koncesije oziroma ponudbe nekaterih zdravnikov družinskih, ki sedaj delajo kot zasebniki v zasebnem sektorju, se pravi izven javne zdravstvene mreže in se želijo vključiti v javno zdravstveno mrežo, za kar bo Mestna občina Ljubljana razpisala koncesijo. Ne gre za odhode iz javne zdravstvene mreže, niti ne iz zdravstvenega doma Ljubljana, gre za zdravnike, ki so sedaj izven javne zdravstvene mreže in prihajajo v javno zdravstveno mrežo, kar je seveda zelo pozitivno in pozdravljeno. Pa še mogoče za državnega sekretarja vprašanje glede novega zavoda, tako kot ste se uspeli tudi v praksi. Ja, tako kot sem omenil prej, bo vsekakor ta implementacija tekla fazno. Prvi korak je predviden, oziroma vse cilj, ki ga zasledujemo, je, da bi do konca letošnjega leta ta zavod ustanovili. In potem so prvi koraki, tako kot rečeno, priključitev dispečerske službe zdravstva, vzpostavitev letalskih operacij zdravstva, torej helikopterska nujna medicinska pomoč in potem sledijo izvajalci mobilnih enot nujne medicinske pomoči. Zdaj, povsem natančne časovnice seveda ni možno napovedati, kot sem omenil, bodo po današnjem sprejetju teh izhodišč potekala usklajevanja in pa pogovori z vsemi deležniki, tako lokalno politično kot tudi strani izvajalcev, in potem bomo seveda, takoj ko bodo kakšne časovnice bolj konkretno znane, seveda to tudi javno objavili. Ustanovitvi zavoda tudi širitev timov. Sprašujem zato, ker dostikrat slišiš od zdravstvenih domov, da je v praksi precej sivo območje, da oni recimo včasih sami kakšno ekipo malo mimo pravil recimo razbijajo na dva dela, pa grejo na dva konca, pa mogoče po pravilih ne bi smeli, pa v bistvu s tem rešujejo življenja. Zdaj tisti, ki niso vključeni v dispečerski sistem, lahko na ta način pač so v nekem sivem območju, ko bodo pa vsi v tem dispečerskem sistemu, ko bo ustanovljen ta zavod, bo pa pač to centralno vodeno. Zato me zanima, boste šli naproti izvajalcem in dobro razmislili tudi o krepitvi timov, da ne bi prihajalo do morebitnih zamud, ki so lahko koristne. Ravno to, kar ste sedaj skozi vprašanje navedli, je eden izmed razlogov za ustanovitev enotnega zavoda za nujno medicinsko pomoč. Namreč, danes so izvajalci omejeni tako, sploh tisti, ki niso del dispečerske službe zdravstva, omejeni bodisi na občinske oziroma na meje pristojnosti posameznega zdravstvenega zavoda, kar je z vidika službe nujne medicinske pomoči popolnoma napačno oziroma neprimerno. In to je eden izmed ciljev enotnega zavoda za nujno medicinsko pomoč, da ravno naslavlja potrebe pacientov in zagotavlja enako dostopnost do nujne medicinske pomoči za vse ljudi v celotni državi, ne glede na občinske ali meje pristojnosti kakšnega posameznega izvajalca. Torej, če plastično povem, da reševalna vozila bodo stala na lokacijah, razpršeno po državi na način, da zagotovimo največjemu možnemu delu, torej vsem prebivalcem Republike Slovenije, najbolj primerljivo enak dostopni čas do nujne medicinske pomoči. In kot verjamem, da veste, na podlagi podatkov dispečerske službe zdravstva se na pol leta ali na eno leto ti timi tudi prilagajajo. In bo pa z enotnim upravljanjem, z enotnim vodenjem službe mreže nujne medicinske pomoči, to prilagajanje in pa tudi dodajanje ali pa spreminjanje števila timov bistveno lažje in hitrejše. Pa še eno vprašanje za ministrico. KPK je danes objavila analizo, ki je zajela klinična centra, oba, je ugotovila številna korupcijska tveganja, izdala priporočila tudi Ministrstvu za zdravje. Zanima me, ste ta priporočila že prejeli od KPK in ste to pa moram prebrati. Zdaj, zjutraj, ko sem odhajala z ministrstva na sejo vlade, te priporočil še nismo imeli, nismo jih dobili, tako da jih še nisem videla. Zagotovo, pa takoj, ko jih bomo dobili, bomo pogledali, preučili in seveda skušali uresničiti. Vsi, kjer sem imel, vsi ni nič. Kako ne?
glede včerajšnje napovedi družinskih zdravnikov v Mariboru, glede kolektivnih odpovedi. Me zanima, ali se vam zdi, da Zavod za zdravstveno zavarovanje v Sloveniji izvaja nedopusten pritisk na družinske zdravnike s tem, ko pač poziva k preverjanju obračunov za nazaj in seveda kako komentirate te napovedi, kolektivnih odpovedi. Ja, najlepša hvala za vprašanje. Se pravi, ta napoved kolektiva zdravnikov v zdravstvenem domu Maribor temelji na pripravi novega obračunskega modela za primar, se pravi glavarinskih količnikov, ki smo jih uvedli s 1. februarjem. In kar se je spremenilo v tem obračunskem modelu je to, da se v pavšal štejejo kratki in srednji posveti nadaljavo. Medtem ko daljši posveti nadaljavo so ostali kot samostojna storitev, se pravi izven tega pavšala. Zdaj, glede na to, da smo pogledali in da se obseg storitev oziroma število obravnav ni spremenilo, seveda izstopa dejstvo, da se je število daljših posvetov nadaljavo izjemno povečalo. Verjetno zaradi tega, ker so srednji in kratki posveti nadaljavo bili vključeni v pavšal in torej že plačani, se pravi njihova vrednost je bila prenešena v pavšal in že plačana v pavšalu, v vsoti pavšala. Tako da, vkolikor Zavod za zdravstveno zavarovanje bi na taka izjemna povečanja neke storitve, v primeru, da ni šlo za povečanje obravnav oziroma storitev, ne naredil nič, bi bilo to narobe. Tako da menim, da Zavod za zdravstveno zavarovanje ravna prav, da mora iti v nadzor in ugotoviti, kaj se na terenu dogaja. Zavod je tam zato, da skrbi za transparentno in pravilno uporabo javnih sredstev, kot prispevkov. Ja, odpovedi so povezane s tem, vsekakor pa mislim, da taka grožnja ni upravičena. Gre za nov obračunski model, ki smo ga skupaj takrat pripravili, potrdili, je veljal 1. februarja. Zanimivo je, da se je to število daljših posvetov povečalo prav v februarju. Tako da jaz ga dejansko povezujem z uvedbo tega novega plačilnega modela. Vemo pa, da ne delamo storitev enih ali drugih zaradi sprememb plačilnih modelov, pač pa jih izvajamo tiste storitve, ki jih potrebujejo pacienti. Imamo še pisno vprašanje novinarja Tomaža Božiča. Kako komentirate nova razkritja glede zaposlitve nečaka Tomaža Subotiča, da mu je tako predsednik sveta bolnišnice Celje urejal višjo plačo? Ali se strinjate s poslanci DS, da preteljevanje med predsednikom vlade in Subotičem ni sporno, ker da nihče ni imel koristi od tega, kot so zatrjevali? Ja, zdaj, jaz konkretnih podatkov o tem, kaj je bilo, seveda nimam. Vsekakor pa se mi zdi, če je karkoli na tem, da Splošna bolnišnica Celje ima svoj nadzorni organ, to je svet zavoda, in bilo bi prav, da svet zavoda to pogleda, prouči in vidi, kaj na tem. Vkolikor se odkrije kakršnakoli napaka, karkoli, pa seveda morajo to naprej obravnavati pristojni organi. Najlepša hvala. Hvala. Vlada pa je danes sprejela tudi dva pomembna dokumenta z področja Ministrstva za obrambo, zato vabim k našemu govorniškemu odru državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Marka Lovšeta, ki bo predstavil ta dva dokumenta, ki sta bila sprejeta. Izvolite. Hvala lepa. Kot rečeno, je vlada danes sprejela strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze Republike Slovenije. Ta strategija predstavlja prvo tovrstno strategijo v Republiki Sloveniji in izhaja iz resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Resolucija med drugim določa, da bomo nekatere zmogljivosti Slovenske vojske dosegli, da bi povečali tehnološko samozadostnost. Resolucija predvideva, da bodo na nacionalni ravni opredeljene in določene obrambne in druge potrebe po samozadostnosti, ki se bodo uresničevale s pomočjo Slovenskega državnega holdinga in različnih finančnih mehanizmov. Namen te strategije je spodbujanje in krepitev slovenske naše obrambne industrije ter njeno vključevanje v širše EU okolje in prispevanje k krepitvi evropske obrambne tehnološke in industrijske baze. Gre preprosto za to,
da bomo mi lahko na ta način vključili naša podjetja in v bistvu, če In da bo Ravnčani imeli tudi potrebo po razvojnih inženirjih. Ustanovljena bo tako družba, holding, z dejavnostjo vlaganja v projekte in podjetja z namenom podpore raziskavam in razvoju obrambne industrije, krepitve varnosti in povečevanja odpornosti. To je ena točka. Imamo pa še, na vladi je bila danes sprejeta tudi informacija o implementaciji resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Nova resolucija, kot veste, namreč vključuje bistveno bolj ambiciozno projekcijo obrambnih izdatkov, ki naj bi 2% bruto domačega proizvoda dosegli že v tem letu in nato postopno se povečali na 3% bruto domačega proizvoda do leta 2030. V tem gradivu, ki smo ga danes obravnavali, so sredstva razdeljena, bom rekel, po dveh stebrih. Prvo so sredstva za jedrne vojaške zadeve, drugo pa sredstva za investicije povezane z obrambo, varnostjo ter odpornostjo. Sredstvi za jedrne zahteve, ta prvi steber, po NATO-vi metodologiji bo Republika Slovenija zagotavljala financiranje obrambnega sistema. To gre za upravni del ministrstva, Slovensko vojsko, Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo, tudi Urad vlade za varovanje tajnih podatkov. In z nakupom opreme za izgradnjo ključnih zmogljivosti Slovenske vojske bo zasledovala nacionalne prioritete na obrambnem področju in pa izpolnjevala tudi cilje zmogljivosti zavezništva. Potem imamo pa še ta drugi steber, sredstva za investicije povezano z obrambo in odpornostjo, to gre za ta tako imenovani dual use, tu se gre za krepitev odpornosti, civilna obramba je tukaj vključena, kritična infrastruktura, na omenim recimo Luko Koper, ki ima pač zelo pomembno geostrateško lego, v okviru tega se bo povečevala zmožnost pretovora vojaških in civilnih sredstev, zdravstvo, vemo za te bolnice, na ta način se bodo okrepile zmogljivosti tako vojaškega kot civilnega zdravstva. Načrtovana je tudi izgradnja geografsko razpršenih rezervnih bolnišničnih oddelkov in helioportov in še marsikaj tega, kar je vključeno sredstva za dvojno rabo. Več pa v tem planiramo v naslednjem tednu tudi novinarsko konferenco, kjer bodo pojasnjena same podrobnosti. Hvala lepa. Če sem prav razumela, se odločujem, Petra Marc, Televizija Slovenija. Bolnišnice, heliport, Luka Koper, železnice, to paše v drugi steber. Načeloma, tako kot vidimo, seveda bodo to še pogajanja tudi z NATO, v okviru NATO, ampak zaenkrat bo to drugi steber. To je zadeva povezana z odpornostjo. Bomo pa še seveda morali to vse preučiti in se tudi dogovoriti. Ok, in še eno vprašanje, vi ste zdaj govorili o teh 3%, ki Slovenija je zapisala do leta 2030 v resolucijo. A lahko poveste, kako je te 3%, kako so razdeljeni? Kakšen del gre za trdo moč in kater del gre za to mehko moč oziroma dualno? Skladno s Haaško zavezo gre te 3% za ta prvi steber, bom rekel, čist vojaški del, ostalo pa to, ampak vse to bo pa še stvar v bistvu dogovora. Ne moramo bolj konkretno povedati. Hvala. Ja, izvolite, Esta. Ja, le, majte Mesta. Kakšno vlogo pri razvoju obrambne industrije bo imel SDH, zakaj ste se tako odločili in ali je kdo temu na vladi nasprotoval? Jaz bi samo povedala, da so glasovanja na vladi tajna, no, in morate vsega posebej vprašati, da tukaj ne znam preveč. Torej, zakaj SDH? SDH? Poskušal odgovoriti vsaj ta del, no. Nimamo že pripravljen dokument, na kak način bi v bistvu se vključevala slovenska podjetja, tudi bila. In potem bomo imeli tudi ustanovljen strateški svet za obrambno, tehnološko in industrijsko bazo ter odpornost, ki bo medresorska bo to skupina, ki bo v bistvu pregledal, bomo z njim še v bistvu se pogovorili glede teh samih podjetij, projektov in to, na kak način bi se vključevali. In potem, šele na tej podlagi se bo vključil pač SDH, ki je pač edini pri nas pristojen, da lahko na področju gospodarstva tudi kaj sodeluje in pove. Potem me zanima, kot ste dejali, ste se seznanili tudi z informacijo o implementaciji obrambne resolucije. Torej, kaj vsebuje oziroma ali se je besedilo kaj spremenilo? In če da, kako?
minimalno v tistem delu, da bo se do leta 2029, kar itak je že tudi splošno znano, da se bodo še enkrat pregledala ta sredstva, sicer pa, kar se tiče same informacije, ni bilo nekih bistvenih sprememb. Katere investicije dvojne rabe, ki ste jih prej našteli, bo mogoče še letos uvrstiti med jedrne vojaške projekte? To bo pa še stvar dogovora, enkrat pa še prehitro, mislim pa, da res verjetno že mogoče naslednji teden, da se bomo potem lahko pogledali, je pa še to stvar dogovora. Okay. Hvala, ni več vprašanj. Zaključujem današnjo novinarsko konferenco in se zelo verjetno vidimo tretji teden v avgustu.